možgane imaš razdeljene na dve polovici. Desna, in to je seveda znanstveno dokazano, kako to teče, je intuitivna, je kreativna, dostikrat zelo bi rekla, mogoče še ne raziskana, okay, ampak je definitivno zadolžena za procese kanaliziranja. Je tista, ki povabi informacije duše, višje eterične, razumeš, jih spusti čez sebe, seveda kronsko čakro poznamo, torej čez kronsko čakro najprej in vedno v desno polovico možganov, a ne? In desna polovica možganov nadzira levi del telesa, to veste. Zaradi tega je duša, ko pravijo sedež duše, je v srcu, je v občutkih, drži, ampak ne moreš možganov preskakovati, kar hočejo mnogi narediti. Vedno gre najprej tako, da čez kronsko čakro dobiš v desno polovico možganov, dobiš sporočila in definitivno, če ti slediš občutkom, je to zaradi tega, ker se desna polovica možganov povezuje s tvojim srčnim centrom, kateremu pravimo sedež duše, ker tukaj dobiš tiste informacije. Pa vendarle, ne moramo pa še nekaj preskočiti. Ko pride do teh povezovanj, se zgodi še ena stvar. Desna polovica možganov sama po sebi nič ne more doseči. Ni izvajalec. Ona je kreator. Zato dajmo za našo razlago temu delu možganov reči kreativec. Ker se mi zdi en tak, dajmo imena. To je naš kreativec. On skreira, ampak saj veste, da vaš lahko skreira, wow, čudovite in obsežne vizije in ne vem kaj še vse. Ampak poznamo ljudi, ki skreirajo absolutno velike vizije, absolutno neverjetne stvari, ampak nikoli ne pride do izvedbe. Kje se kle zakvačka? Se kdaj kdo spraševal? Kje se tukaj zakvačka? Kaj gre zdaj tukaj narobe? In zdaj bi tukaj rada povedala v bistvu, do česa pride. Ko ti enkrat torej dobiš, ne, ker tvoja duša tudi obstaja v višjem stanju zavedanja, ona dvigne telefon, veš kako to zgleda? Evo, malo se te nasmejali. Ona dvigne telefon, zavrti številko. Ej, Kristi! Ej! Poslušaj ti. Obrne telefon in to meni zazvoni v desni polovici možganov. In zdaj ona ima na drugi strani brbljavica, razumeš, številne ideje. Veš, kaj sem jaz razmišljala? Kaj če bi ti, jaz imam ful eno dobro idejo, pa se meni tako ful ne? V redu. Ampak, če jaz nekoga poslušam po telefonu, ki mi daje ideje, kaj naj bi jaz, kako naj bi jaz, zakaj naj bi jaz, kaj naj bi jaz, kako naj bi jaz, kdaj naj bi jaz, je kar dolga pot lahko med tem, da je meni nekdo dal to idejo, pa me poklical po telefonu, pa mi jo predal, pa je lahko zelo dolga pot do tega, a bom jaz to potem tudi naredila. Ker jaz lahko, po domače povem, odložim telefon, rečem, ker norc. In vse avtomatsko ignoriram. Zaradi tega, ker moj logični del možganov reče, to pa čist brez veze. Ampak do tega klica pride. Tako da si boste predstavljali. Ja? Pride do tega klica. In zdaj desna polovica možganov ve, da bo potrebovala za svojo kreacijo izvajalca. In to je leva polovica možganov, ki je logična in ki je tista, ki poskrbi, da ti stvari izvedeš. Brez leve polovice možganov tega ni. Ljudje dostikrat mogoče majčkeno grdo delajo s tem, in rečejo, nehaj se ukvarjati s to logiko pa tako naprej, vendarle to ni dobra ideja. Ko enkrat dobiš tako simbiozo, ne rabiš ti sebe definirati, ali bolj poslušaš to, ali bolj poslušaš to, ker poslušaš v simbiozi oboje. In tukaj imaš ti absolutno zdaj razložen princip manifestiranja. Zaradi tega ljudje manifestiranja ne grejo. Jaz sem pa sebe, a poznate ljudi, jaz sem pa sebe videla v meditaciji, kako imam sanjsko hišo, kako to živim, tako. In meni je bilo pokazano, da bom jaz čez 2 leti to imela. Časovni stroj, 2 leti kasneje.
2 leti kasneje, kaj je bilo s tvojimi vizijami? Ja, nič, se ni zgodil, mi že ni namenjeno. Najraje imam pa te razlage. Ni res. To je dokaz. Številni ljudje delajo meditacije, videvajo vizije take, kako. Če ti delaš take meditacije, to je toliko živo, zakaj ti ljudje ne živijo takih življenj? Jaz poznam ljudi, ki so 10 let delali afirmacije, pa meditacije z 0 rezultati. Kako je to možno, glede na to so energije toliko močne? Zaradi tega, ker sem zdaj razložila. Naša akademija in vi boste obotrovali k temu, da ko vam bo kreativc nekaj rekel in vrgel kreativno idejo, bo ta rekel, še malo počas, da jaz to zapišem, si bo pisal in bo šel takoj v akcijo, ker absolutno mu bo to toliko sveto in ve, da mora to narediti, ne pa da bo rekel, da je stari ne bluzi.